Dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli našim panelistom. Pogovarjali se bomo o eni najbolj stalnih in doslednih tem na izraelskih naslovnicah. O vprašanju, od katerega je odvisna skoraj vsaka politična odločitev. Smo na točki, kjer je predstavniška politika verjetno najšibkejši del vlade, sodstvo pa nedvomno najmočnejši. In to je imelo veliko posledic na nacionalno varnost, gospodarsko rast, razmerje med vero in državo, pravzaprav na skoraj vsako vprašanje, ki si ga lahko zamislite. Želim pristopiti k temu pogovoru z veliko ljubezni in občudovanja do Izraela in njegove družbe, ker se včasih pojavi težnja, da se razprava polarizira ali postane negativna. Ne izhajam iz tega. Vprašanje je, kako gremo naprej. Da bi to dosegli, moramo najprej razumeti, kako smo prišli v to situacijo. Za začetek bom najprej besedo predala Gadiju. Ta pritožba glede globoke države, kar je izraz, ki mi ni všeč, vendar je pritožba glede globoke države nekaj, kar zdaj slišimo v mnogih državah po svetu. Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Južna Koreja, Brazilija. Seznam se kar nadaljuje. Ali je v izraelskem primeru kaj posebnega? Jotam Zinri, satirik, pravi, da so v Izraelu volilna politika nadzor nad vlado, medtem ko je prava oblast zunaj nje, na sodiščih. Mislim, da smo najprej najbolj napredni v tem procesu, pa tudi najbolj divji. In edini kraj, za katerega vem, kjer sodišče meni, da lahko tudi samo določa pravila igre, ustavna pravila igre. Ni samo to, da sodeluje v igri, ampak se vidi kot pooblaščeno, da narekuje ustavo, jo spreminja ali jo sodno presoja. Tako v Izraelu ni nobene omejitve moči sodišča. In drugič, primer Izraela je pokazal, da v tej igri sodišča predstavljajo elite, ki so najprej protinacionalne in nato protidemokratične. In so protidemokratične, ker so protinacionalne, saj je večina nacionalna. Torej, da bi premagali nacionalni značaj države, morate spodkopati demokracijo. In to, kar so te elite pokazale v Izraelu, je, da če poskušate spremeniti pravila igre od znotraj, bodo zažgale hišo. In to, kar se je zgodilo tukaj v dneh reforme, je pregovorni otrok iz Salomonovega primera. Bili so pripravljeni raztrgati otroka in večina se je umaknila. Hitro nadaljevanje v duhu foruma Israel Law and Latvia Forum, katerega poslanstvo je spodbujati razpravo o teh vprašanjih. Tako pogosto srečujem ljudi, ki pravijo, da je treba nekaj storiti. Vemo, da je izraelska ustavna ureditev v primerjavi s skoraj kjerkoli drugje povsem neurejena. Treba je nekaj storiti. Vendar pa svoboda govora ni kodificirana v izraelski zakonodaji. To je v pristojnosti Vrhovnega sodišča. To je v sodni praksi Vrhovnega sodišča. In priznanje vseh vrst netradicionalnih zakonskih zvez, sodna praksa Vrhovnega sodišča, ter vključevanje žensk v vojsko, boljše ali slabše, v različnih delih, v redu, v bojnih enotah. Je to Vrhovno sodišče. Če izgubimo to ravnotežje, se spremeni celotna družba in vse naše državljanske pravice so prizadete. To je argument, ki obstaja v izraelski javnosti. Kako se s tem spopadate? No, najprej, sodišče ne ščiti svobode govora. Edini primer, ko je bil medij zaprt, je bilo po nalogu sodišča. To je bil Aročeva, ki so ga vodili Mitna Halim. Torej, sodišče ne ščiti pravic posameznikov. Imamo grozljivo stanje človekovih pravic. Stopnje obsodb tukaj so pošastne. Pridržanje tukaj nima nobenih omejitev, sodišča pa to le potrjujejo. Torej so sodišča ena od strani v politiki. Navedel bom samo eno številko, Elana, ker nimamo veliko časa. Koliko obtožnic je bilo vloženih po izgredih na Kaplanu? Nič. Koliko ljudi je bilo obtoženih zaradi protesta proti umiku iz Gaze? 700. Torej, sodišče ne varuje človekovih pravic, ne varuje skupinskih pravic, ne varuje svobode govora, varuje eno stran na političnem prizorišču. Torej, sedeli smo v napačnem vrstnem redu. Zdaj bom za trenutek govorila z Evgenijem, potem pa se vrnem k tebi, Avi. Lahko samo nekaj povem o tem? Seveda lahko, samo zelo na kratko, 15 sekund.
Mislim, da je to malo nepošteno. Mislim, da ima Izrael dobre rezultate na področju človekovih pravic. Tako kot vsi ostali, ni popoln. Samo na ozemljih. Ne, mislim, da ima precej dobre rezultate na področju človekovih pravic. Samo narobe je misliti, da to izhaja iz dejanj sodišča. Sodišče je včasih dobro in včasih slabo. Torej, včasih je zaščitilo svobodo govora in včasih jo je omejilo. In prav imate glede odločitve Ehud Očava. Ni tako dobro pri zaščiti pravic kazensko obtoženih. Ampak včasih tudi parlament, včasih je zakonodaja dobra, včasih je slaba. Noben od njiju nima brezhibne zgodovine. Na koncu je prednost demokracije v tem, da te stvari rešujemo v procesu razprave, kar pa se ne zgodi, ko sodišče povozi vse ostale. Eugen, zdaj si ti na vrsti. Kot verjetno mnogi v tej sobi veste, korenine tega vprašanja segajo desetletja nazaj. In ko se je ta disfunkcija vladne strukture povečevala, so glavne kritike dejansko prihajale iz izraelske inteligence. Prihajale so od ljudi, ki so bili bolj povezani z izraelsko levico, bolj sredinsko levico. Nekateri primeri tukaj so profesorica Ruth Gavison, profesor Daniel Friedman, profesor Menachem Meltzer. Danes se to, žal, res bolj šteje za desničarsko vprašanje ali desničarsko prednostno nalogo. Kako lahko to ponovno povzdignemo na raven načela namesto osebnosti in politike? Problem je bil, da so bili nekateri veliki kritiki, kot sta David Friedman in Ruth Gavison. Pristojnosti sodstva so izhajale iz akademske levice, ker je bila takrat kritika sodstva zgolj akademsko vprašanje. In akademija je skoraj v celoti leva. Ko se je to preneslo v politiko, se je začela strankarska razdeljenost. In to zato, ker, kot dobro vemo na forumu Kehilah, velika napaka pravosodne reforme je bila reči: hej, samo nekaj smo ugotovili. Sodišča in pravni svetovalci imajo vso moč v državi, vlada pa je le krinka. Imamo odlično idejo. Spremenimo stvari tako, da bomo dali malo moči od tistih, ki imajo vso moč, tistim, ki je nimajo. Seveda niso rekli: wow, to je razumen predlog, naredimo to. Namesto tega so se odločno borili, da bi obdržali svojo moč. Da bi to postalo širše vprašanje, mislim, da je ključno, da javnost pozna celoten spekter vprašanj, vključno z vprašanji nacionalne varnosti in mednarodnimi vprašanji, pri katerih sodišča spodkopavajo vlado. Ker sodišča tega ne počnejo neposredno, ampak to počnejo prek pravnih svetovalcev, ki z vetom preprečijo nekatere najboljše odločitve, ki bi jih vlada lahko sprejela med vojno, pa so bile te odločitve zatrte že v kali strani pravnih svetovalcev. Vlada tega iz različnih razlogov nerada javno objavlja. Ampak mislim, da če bi ljudje vedeli, kaj so že izgubili samo v zadnjih nekaj letih zaradi zavezujočega učinka pravnih svetovalcev, bi se uprli. Avi, rada bi občinstvo nekoliko približala notranje dogajanje v taboru, ki je usmerjen v reforme. V redu, in v tem taboru poteka nekaj razprave, kjer ena stran pravi, da resnično potrebujemo strukturne reforme. Potrebujemo spremembo spodbud za vse različne akterje v političnem in pravosodnem sistemu. Potem pa se bodo stvari same uredile. In drugi tabor, ki je nekoliko razočaran nad dosedanjim potekom stvari, pravi, da v resnici potrebujemo le prave ljudi na pravih mestih. Ni pomembno, če so tam desničarski aktivisti, kar pomeni, da je aktivizem v redu, dokler je desničarski in ne levičarski. In to je stalna razprava. Kako vi to vidite? Vi ste nekdo, ki je delal kot pravni pomočnik na sodišču. Ste nekdo, ki je poučeval pravo tako na univerzi, kot v različnih drugih okoljih. In rada bi slišala vaše mnenje. Ja, hvala. Torej, vprašanje, kako dobiti prave ljudi na prava mesta, je ključno, ne glede na to, kakšno stališče imate do teh stvari, kaj ne? Mislim, spet, v idealnem primeru je demokracija. Vlada predstavnikov ljudstva po premišljenem postopku. In če želite, da lahko predstavniki izvajajo odločitve, ki jih sprejmejo, morajo imeti birokracijo, ki se odziva na to, kar so se odločili po svojih razpravah. Zdaj smo v težkem položaju v sodobnem svetu. In to ni značilno samo za Izrael ali posebej za Izrael. To je prisotno po vsem zahodnem svetu. Smo v postdeliberativni družbi. Ljudje se danes pravzaprav ne vključujejo več v razprave.
Namesto tega poskušajo drug drugega ustrahovati ali preglasiti. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da če želiš imeti demokratične procese, mora birokracija na koncu slediti temu, kar počnejo predstavniki ljudstva. Saj ne bo mogoče nikogar prepričati, da naredi karkoli. Tako pač mora biti. Sprejmeš odločitve in potem greš naprej. Zdaj moram dodati, da trenutno Vrhovno sodišče razpravlja o zakonu, ki je bil sprejet zelo blagi, reformi sestave odbora za imenovanja sodnikov. Sodnike v Izraelu imenuje odbor. Odbor ima, kot veste, sporno sestavo, ki bolj ali manj daje sodnikom, trenutnim sodnikom, pravico veta pri izbiri prihodnjih sodnikov. In reforma bi odbor v bistvu spremenila v telo, v katerem bi bili predstavniki ljudstva, tako iz vladajoče koalicije kot iz opozicije. Vrhovno sodišče je ta teden na obravnavah zelo jasno nakazalo, da bo to razglasilo za neustavno. To je ustavni zakon, to je temeljni zakon. Sodišče bo ustvarilo načelo, ki bo veljalo. To načelo bodo retroaktivno vključili v ustanovitev Izraela, da bi razveljavili ta novi zakon. In že so pojasnili, kaj bodo naredili, veste, v tej mistiki. Slabo je, da politiki imenujejo sodnike. Predsednik Vrhovnega sodišča je v posnetku, ki kroži naokoli, rekel: ne, mi vemo bolje. Saj veste, politiki, kdo jih sploh hoče? Če želite prave odločitve, kdo bolje ve, kaj naj sodniki počnejo, kot mi? Torej, ne morete imeti nadzora nad imenovanji, razen če hkrati izvedete tudi strukturno reformo, pri kateri bo Vrhovno sodišče dopustilo spremembe in imenovanja. In povem vam, poleg tega ne morete imeti niti sodne reforme ali kakršnekoli strukturne reforme, če nimate institucionalnih sprememb, ker sodišče tega ne bo dovolilo. V redu, prišli smo do 3 minut. Zdaj imamo hitro serijo vprašanj, ki izhajajo iz vašega zadnjega odgovora. In upam, da bomo imeli dovolj časa, da vsak pove svoje misli v 1 minuti. Američani pogosto rečejo, da Izrael potrebuje ustavo. To je tisto, kar Izrael potrebuje, da reši ta problem. Ali pisna ustava reši ta problem? In ne glede na to, če imamo čas, katero reformo bi uvedli v sodni instituciji in katero v instituciji Kneseta ali vlade? Eugene. Ideja o pripravi ustave je dobra stvar, če v njej pišejo dobre stvari. In pravo vprašanje je, kaj je v tej ustavi. Trenutno je Vrhovno sodišče prevzelo popolno oblast nad vladnimi imenovanji, moč odpustiti predsednika vlade in moč razveljaviti določbe ustave, ki jim niso všeč. Vsaka ustava, pripravljena v senci moči Vrhovnega sodišča, bi bila preprosto ustava, namenjena potrjevanju njihove moči. In tako imenovana ustava, deklaracija o neodvisnosti, o kateri veliko razpravljajo nekateri politiki, je preprosto način, kako retroaktivno legitimirati absolutno moč sodišča s tako nejasnimi izrazi, da jih lahko razlagajo, kakor želijo. Prej sem bil istega mnenja kot Eugene. Pravzaprav sem to večkrat povedal, ko sem bil pred približno 20 leti vključen v prizadevanja za pripravo ustave pred 15 do 20 leti. In od takrat sem si ustvaril drugačno mnenje, naj vam razložim zakaj. Preden lahko imate ustavo, ki dejansko deluje, morate imeti dogovor, da spoštujemo pravila. In to sodišče jih ne spoštuje več. Torej, lahko v ustavo vpišete karkoli želite, pa bo Vrhovno sodišče to preprosto prezrlo, kaj ne? Mislili bodo, da vedo bolje. Prepoznali bodo nevidna načela, ki so bila tam že zadnjih 60, 70, 80 let in potem naredili, kar želijo. Torej, preden lahko karkoli dosežete, mislim, da ni slaba ideja imeti pisno ustavo. Čeprav moram reči, da smo se kar dobro odrezali, ko smo uporabljali britansko nepisano ustavo. Najprej in predvsem morate spremeniti institucije. Mislim, da sta možna dva izida. Ena možnost je, da Kneset imenuje
ustavno sodišče nad tem vrhovnim sodiščem in to sodišče bo zastopalo vsa mnenja v javnosti, zato bomo imeli zaupanje javnosti in potem lahko imamo ustavo, ker jo bodo spoštovali. Druga možnost pa je, da gremo naravnost v ustavno krizo. In mislim, da to ne bi bila državljanska vojna, kot je rekel Aaron Barak, mislim, da bi bilo to le skomiganje z rameni. Nekega dne bodo sprejeli tako noro odločitev, da se bodo vsi politiki preprosto obrnili stran. In kot je nekoč rekla Hannah Arendt, je najučinkovitejši način za spodkopavanje avtoritete smeh. Nekega dne bodo ti ljudje sami naredili norca iz sebe. Vsem bom spomnila, da je bilo to v duhu iskanja produktivnih rešitev in pozitivnosti. Sem Israel Haj, to je bila čudovita konferenca. Hvala.